Ne glede na vse špekulacije in natolcevanja med političnimi strankami je neizpodbitno dejstvo, da je slovenska država nastala z narodno-osvobodilnim bojem med drugo svetovno vojno. Republika Slovenija je država, ki ima temelje tudi na narodno-osvobodilnem boju in neizpodbitno je dejstvo, da smo bili Slovenci v tistem času na strani zaveznikov in da smo lahko na to ponosni. Seveda pa je vojna vedno obdobje, ki prinese tudi tisto temno stran in prav je, da si tukaj priznamo, da so bile storjene tudi določene napake in o teh spregovorimo. Vsekakor pa osamosvojitve Republike Slovenije ne bi bilo, če partizani takrat ne bi osvobodili naše domovine, kajti naš narod se je v 90-ih letih uprl ravno na to pravico do samoodločbe, katero je Slovencem izbojevala Osvobodilna fronta. Delitev na dva politična bregova, ki je prinesla apatičnost slovenskega političnega prostora, je zadnja stvar, ki jo potrebujemo. V tem času delitve v tej državi niso potrebne, pravzaprav jih Zveza borcev ne išče, namreč mi podpiramo tisto tradicijo, katera je priznana, katera je zgodovinsko utemeljena in žal pa, če je bilo tudi obdobje, ko nekateri niso ravno delovali v interesu naše domovine. Pomembno je torej spoštovanje temeljev, na katerih je bila rojena slovenska država. Vsekakor pa je tudi skrajni čas, da se zazremo v prihodnost. Prihodnost je odvisna od vseh nas, kaj bomo vsi posamezniki prispevali za to domovino, da bomo živeli lepše, če bomo to želeli. Tako da ne smemo samo pričakovati od tistih najvišjih, torej od državnikov, kaj bodo postorili oni, ampak se moramo združiti v skupnih interesih in na vseh področjih prispevati za to, da bomo lahko še boljši. Brez dvoma pa smo lahko ponosni na to, kar imamo, namreč obstajajo mnogo večji narodi od našega, ki nimajo svoje države, mi jo imamo in tega se moramo zavedati, tudi z dejanji to postoriti.